Na to, kaj dogaja, gostimo izjemno gostjo, ki spretno vihti tako pero kot motiko. Je pisateljica, kolumnistka, kmetica in letošnja nagrajenka Prešernovega sklada. Dame in gospode, z nami je Nataša Kramberger. Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer. Nataša, leta 2016 si po mamini strani prevzela kmetijo. Zdaj, kaj te je spodbudilo k tej odločitvi, pa kako se ti je življenje potem spremenil? Življenje se je postavilo na glavo in pač še dobro, da tega nisem vedela prej. Ponavadi pač sam skočim v luknjo in pol čakam, kaj se bo zgodilo, ko bom pristala na trn. In tudi tokrat je bilo pač tak. Imeli smo eno situacijo družinsko in bila je možnost, da prevzamem to kmetijo. In medtem, ko sem bila pač samozaposlena v kulturi v Berlinu, sem rekla, ja, to je pač ful logičen korak karierni, da prevzamem zdaj kmetijo. In ja, sem naredila ta korak. In pač se potem za nazaj spraševala, zakaj. No, ne vem. Splavala pa si, ne? Splavala pa se. Odlično. Ja. Skrampala se. Skrampala se. Razpeta si med Jurovskim dolom in Berlinom še danes. Kaj te je pa pripeljalo v Berlin in kaj tam počneš, oziroma kaj počneš, ko si tam? V Berlinu sem vedno manj, pač ravno zaradi kmetije. Sem bila najprej v Berlinu, potem sem prišla nazaj v Jurovski dol kmetovati. Tam sem pristala pač po naključju, ker so bila stanovanja cenejša kot v Ljubljani in sem ostala. Zdaj pa, ko sem tam ponavadi v zimskem času, sem tako en medved v svojem berlogu in pišem. Tam lahko pišeš. Ja. Ponavadi umetnike vedno vprašajo, kje pa najlažje najdete navdih? Ampak jaz mislim, da je bolj prav, oziroma se strinjaš, ne, da je bolj prav, da rečeš, kje najlažje najdeš disciplino. Tako, to je pri meni problematičen del, disciplina. V bistvu me zdaj pač kmetija oziroma narava kot taka prisili, da pač dvignem rit in grem narediti, ko je treba, oziroma še prej, kot se meni zdi, da je treba. In so potem pač ti ritmi pravzaprav narave, ki narekujejo tempo, ki je ponavadi zelo divji, tako da se v bistvu niti nimaš več časa spraševati, ali boš ali ne boš, pač sam narediš. Sam moraš. Sam moraš. Treba je speljati. Treba je speljati, ja. V obrazložitvi Prešernove nagrade je zapisano, da si dala glas kmeticam. Ja. Kaj govori ta glas in kdo so te ženske? To so ženske vseh starosti in pač tudi zelo različne ženske in se mi zdi, da je to ta pomemben del, ki ga moramo podčrtati, ker se mi zdi pač, da nimamo predstave, kako raznovrsten je ta svet in pač vsaka na svoj način živi na tem podeželju in skuša narediti nekaj za svojo zemljo, pač z ljudmi, ki jo obdajajo in samo sabo. A se spomladi največ dogaja na kmetiji? Oziroma, kaj se v tem trenutku pri tebi na kmetiji dogaja? Pohval se malo, pohval. Dogaja, zato ker pač imamo to vreme in imamo vse obrnjeno na glavo, pač življenje res. Predvsem pa te bioritme, zato ker smo po navadi, mislim, zdaj v tem tednu smo bili večinoma pokonci po noči, ko smo špricali baldrijan proti pozebi in kurili ognje in pač skrbeli za to, da naše slive, ki ta hip cvetijo, in tudi jablane, ki že odpirajo, popke, pa hruške, pa češče, da pač preživijo ta čudno, nora, mrzla jutra in noči. Ja, pravijo, da je treba počakati, samo meni se zdi, da dobro kaže. Ok, super. Se borite proti spremembam podnebnim. Upravljate pa tudi druge dejavnosti na kmetiji. Kaj vse se dogaja še na vaši kmetiji? Erasmus Plus program, sodelujete tudi z vrtci, kaj vse še? Ja, na naši kmetiji, v bistvu pač, ko sem jaz začela se ukvarjati s tem kosom zemlje, sem se spraševala pač zakaj in kaj mi je tega treba in v nekem hipu mi je pač postalo jasno, da vendarle nikoli ne bom zgolj kmetica, ampak vendar pač sem tudi kmetica, ki pripoveduje oziroma pripovedovalka, ki kmetuje in da bi bilo fino to tudi nekako v osebnost same kmetije vplest. Tako da pač smo oblikovali našo kmetijo kot eno tako odprto platformo za pač vse, ki jih zanimajo te reči. Kažemo, govorimo, se družimo in nekako skupaj doživljamo ta prostor, tako da pač ja, imamo tudi knjižnico pod Krošnjami, recimo, letos bom to že 4. sezona in v okviru knjižnice pod Krošnjami imamo ogromno dogodkov za pač otroke v vrtcu, potem imamo mlade prostovoljce preko Evropske solidarnostne enote in tako naprej. Skratka, pač zdi se nam, da je
treba mogoče malo manj govoriti o kmeticah in o podeželju, ampak preprosto biti kmetica in biti podeželje in privabiti tudi druge, da pridajo malo biti podeželje in kmetice. Veliko pa pišeš oziroma razmišljaš o skupnosti. Ja, se ravno to. Kaj ti to pomeni? Meni to vse pomeni. Meni to pomeni pač ravno ta ogenj, ki ga kurimo, tudi če ga kurimo sred noči ob 3 po noči, ki pač te skrbi, ali ti bo sliva zmrznila ali ne. Vedno pride nekdo zraven. Pač ogenj je en taki element in pride mačka in pride sosed in pride vedno nekdo. Se pravi, skupnost je predvsem ustvarjanje prostora in časa, da mi lahko pridemo vkup in se pogledamo v oči in se zmeniva. In da ne rabimo biti vsi isti, ampak da smo skupaj. Absolutno. Mislim, se ravno to, ko ustvarimo prostor in čas, si dovolimo pač to, da nam nekdo, ki z nami sedi ob tistem ognju, nekaj da. In to je ravno pač ta priložnost, da vidimo, kaj lahko ta oseba da. Pogosto ravno, in tu se vračam na vprašanje o kmeticah, z nekimi idejami, kaj naj bi nekaj ali nekdo bilo, v bistvu uničimo ta čas in prostor, da bi gradili skupnost na različnih priložnostih in možnostih. Si bolj pisateljica ali kmetica? Daj, ne. Povej. Dajmo razčistiti. Ne, a veš, pač se bom navezala na eno izpred prejšnjih oddaj. Ne! Ne, dobro. Nataša, najlepša hvala za ta odgovor. Lahko noč. Želim ti še veliko ustvarjalne discipline in pa seveda obilnih letin in čim manj podnebnih sprememb oziroma posledic njih. Tako, hvala. Hvala lepa. Srečno. Srečno.